Naslednjo temo bi lahko imenovali tudi po Titu Tit, zgodovinski dialog med Žanom Mahničem, poslancem SDS in predsednikom parlamentarnega odbora za obrambo ter Titom Turnškom, predsednikom Zveze združenih borcev NOB na zadnji seji odbora za obrambo, kjer je Turnšek, čeprav gosti na sejah nimajo pravice razpravljati, posegati v besedo poslance, želel replicirati Francu Brezniku, prav tako poslancu SDS, med njegovo razpravo o vlogi Zveze združenih borcev v času osamosvajanja in pri vzpostavljanju povojnega totalitarnega sistema. Turnšek je po pozivu Žana Mahniča dvorano tudi zapustil. Poglejmo. Jaz, če sem ponosen na vso svojo zgodovino, svoje organizacije, potem ne uničujem svojih arhivov ali pa na mojo družino ne uničujem svojih slik. Mi imamo 90% arhiva, del arhiva uničenega. In to je ta problem, ki ga imamo. In gledajte, tu moram priznati, da se s profesor dr. Prunkom in njegovo interpretacijo zgodovine, ki ga spremljam, lahko rečem, več kot 10 let, popolnoma strinjam. In dajem seveda tudi plus, kar on pravi, partizanskemu boju, dosti krat. In ko govorite o kolaboraciji, jaz vam povedal, prva kolaboracija je bila med slovenskimi komunisti in nacisti. Druga kolaboracija pa je začela se takrat, ko je več kot 2500 pravih Slovencev bilo že pobitih strani komunistov, ki so divjali po širni Sloveniji. In takrat so se pojavile vse tisto, kar se je pojavilo. In to je resnica. To so dejstva in o tem se strinja večji del zgodovinarjev v Sloveniji. Razen redkih izjem, ki so pa v službi ali pa so člani vaše organizacije. Večji del pa se je že zgodovina poenotila. In imamo to kompleksnost druge svetovne vojne razčiščeno. Toliko z moje strani, najlepša hvala. Hvala. Ne, gostje ne morate replicirati poslancem, žal. Gospa Marija Bačič, imate besedo. Repliciral. Ne boste repliciral, ker nimate besede. Ker toliko lažni je bilo v temle govor. Gospod Turnšek, prosim, če nehate. Gospod Turnšek, prosim, če nehate, ker nimate besede. Ne morete svoje povedati, če nimate besede. Ne živeti miselno pred letom 91, pred osamosvojitvijo, ker zdaj so drugačni časi. Gospa Marija Bačič, imate besedo. Hvala, predsednik. Se opravičujem, gospa Marija Bačič. Gospod Turnšek, prosim, če zapustite dvorano. Prosim, če zapustite dvorano, ker poslanci nismo nobeni lažnivi kurci, tako da prosim, da odidete ven iz dvorane. Prosim, če odidete ven iz dvorane, drugače pa pojte po varnostnike, pa ga naj ven pospremijo. V redu. Gospa Marija Bačič, izvolite, imate besedo. Hvala za besedo, gospod predsednik. Ne groziti na državnem zboru. Gospod Turnšek, prosim, če takoj zapustite dvorano. Pa naučite se obnašati. Gospa Marija Bačič, izvolite, se vam opravičujem. Bil se vam moral gospod, pa se vam verjetno. Ponovno pozdravljeni studio z našima stalnima komentatorja. Razprava je sicer včeraj na odboru za obrambo tekla v razdeljevanju sredstev veteranskim organizacijam. V SDS namreč menijo, da preveč sredstev prejemajo veterani druge svetovne vojne in premalo veterani vojne za Slovenijo. Številke kažejo, da je lani na ministrstvo na razpisu razdelilo okrog 1,5 milijona evrov različnim društvom, od tega Ministrstvo za obrambo je Zvezi združenih borcev za vrednote NOB dodelilo 534 tisoč evrov, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo 432 tisoč evrov, Zvezi policijskih veteranov društev Sever pa 196 tisoč evrov, vsem ostalim društvom pa nekaj manj kot 100 tisoč evrov, Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve recimo 96 tisoč evrov. Zdaj, iz tega je potem nastala tudi ta, bi rekel, zelo zgodovinska debata med Titom Turnškom in Žanom Mahničem. Pa mogoče, Ljuš, kako komentiraš? V bistvu, seveda, potrebno bi bilo pogledati 3 ure razprave na odboru, kar pa seveda nimamo možnosti tu. Ja, če kdaj ne bom mogel spati, bom z zanimanjem pogledal vseh 3 ure razprave, ampak ta hip bi rekel to, da enostavno ne razumem, zakaj bi neke take stvari, ki so in časovno in drugače oddaljene od našega trenutnega vsakdana in ki tako malo pomenijo za razvoj in prihodnost Slovenije, zbujajo tako močna čustva na obeh straneh, bi rekel, ne.
Zdaj, gospod Turnšek je že večkrat dokazal, da je bolj tankih živcev. En del tega se mu mogoče da oprostiti tudi na račun pač njegove častitljive starosti, vse pa gotovo ne. To ni pač primerno obnašanje za državni zbor. Moram pa reči, da tudi gospod poslanec Mahnič je za svoje leta kar živahen in usoren v komunikaciji s starejšimi. Kar se pa same vsebine tiče, priznam, da nisem poznavalec, ampak če sem na hitro pravilno razbral te številke, sodim ali pa sklepam, da je večina sredstev vseeno gre za veteranske organizacije vojne za osamosvojitev, ne, če vse skupaj seštejemo, kar se mi zdi tudi prav. Glede tega, koliko kdo dobi denarja, pa težko sklepam, ker nimamo pogleda v to, zakaj ga porabi. Bi pa rekel samo še tole, Vlado, če dovoliš, ni mi všeč in to pa velja za večino veteranskih organizacij, tudi za Zvezo združenj borcev, da če dalje bolj pogosto deluje kot neka politična skupina pritiska. Zdaj slišimo celo, da zbira kandidate za predsednika države in tako naprej. Jaz mislim, da to ni prava pot, no. In obratno, tudi na drugi strani se mi zdi, da nekateri poskušajo instrumentalizirati veteranska združenja za neke svoje politične cilje. To se mi ne zdi higienično in če bi se tega recimo znebili, jaz mislim, da bi lahko našli tudi skupni jezik med sabo in bi dosti boljš te neke pozitivne vrednote domoljubja in pač boja za domovino prezentirali, kot jih lahko zdaj. Zdaj, ta temeljna, poanta te včerajšnje razprave je bila seveda nasprotovanje ali pa težava, ki jo imajo poslanci SDS glede razdeljevanja potem pravilnikov, po katerem se razdeljujejo sredstva. Ne. Ta določa, da pač 70% denarja se dodeli glede na program organizacije, 25% pa glede na število članov, 5% pa glede na premoženje organizacije. Ne. Razdeljevanje sredstev glede na program je po oceni vsaj recimo poslancev SDS ali pa Bah Žibertova je nepregledno, prav tako podeljevanje glede na število članov, vse organizacije podatke o številu članov pošiljajo same ministrstvo, pa jih ne preverja. Vprašanje pa je tudi, a se ta denar, ki ga dobivajo pač različna veteranska društva, porablja namensko. Tino. No, gledajte, jaz mislim, da moramo najprej razčistiti pojme. In sicer najprej denar, ki ga dobiva tako imenovana Zveza borcev oziroma Zveza tako imenovanih borcev, je, torej tega denarja ni samo 500 000, ampak so tudi mnogi občinski proračuni, mnoge donacije od državnih podjetij. Tako da oni dobijo veliko več denarja, kot je tega 500 000. In to je vse državni davkoplačevalski denar, nekaj pa od državnih podjetij, kar je tudi davkoplačevalski denar. Tako da to je prva stvar. Druga, mi govorimo o veteranskih organizacijah. Tit Turnšek se je rodil, Tit Turnšek je imel leta 1945, ko se je vojna končala, 6 let. Jaz zdaj ne vem, kaj je on delal, ko je imel 5 ali pa 6 let, verjetno pa nihče ne verjame, da se je boril. Ne? Zato vemo, da je Zveza tako imenovanih borcev zveza ljudi, ki so navdušeni nad partizani in partizanskim bojem. To pa niso partizani, to niso veterani. Velika večina njihovih članov je bila rojena po drugi svetovni vojni. In zakaj bi morali davkoplačevalci to plačevati oziroma to financirati, meni to ni jasno. In da pa poslanci, da pa parlament da 500 000 denarja človeku, ki jih označi s tako... Obrambno ministrstvo daje to. No, ja, dobro, ampak obrambnega to ministra postavi parlament. Ne? Vlada, torej, da, v bistvu dobro. Ja, ampak parlament je tisti, ki postavi vlado in parlament je višja oblast kot vlada. Ne? Če si potem ti parlamentarci dovolijo, da jih predsednik te zveze označuje s tako grdo besedo, da si je jaz ne upam ponoviti, reči, da je pa to nekaj čudnega. Kar mediji oziroma kar se povzema, tega jaz nisem slišal. Ne? Zdaj morali bi zelo verjetno natančno poslušati. Jaz sem slišal samo ta del, da laže poslanec kot pes. Ne? V bistvu to se sliša. Ja, sam ne glede na to, kaj je on rekel, tudi če bi se res grdo zlagal, bi lahko on rekel, da se je grdo zlagal. Ne pa da laže kot pes, ker je to žaljivka. Ne, to pač se ne nobenemu starejšemu gospodu, ne mlajšemu, ne 5-letniku. Tudi moj sin, ne vem, ki ima 5 let,
si tega ne bo rekel, ker ve, da to ni olikano. Če pa ti Turnšek tega ne ve, je pa nekaj narobe z njim. Vsak politik v kaki pametni državi ali pa kaki zahodni državi bi na takem mestu, če bi kaj takega izjavil, naslednji dan odstopil oziroma bi zahtevali od njega, da odstopi. Dobro, zdaj, če se vrnemo na ta problem, ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je bila včeraj na tej seji, je zavrnila te očitke, pravi, da pač pravilnik, na podlagi katerega se podeljujejo ta sredstva, po njenih besedah temelji na zakonu o vojnih veteranih, sprejet pa je bil v sodelovanju z vsemi društvi in zvezami. Pred sprejetjem tega pravilnika so se sredstva podeljevala brez javnih razpisov, in tako, v bistvu. Zdaj, Aljoša, misliš, da gre res bi rekel, za skrb za ta denar, ali gre za nadaljevanje tega ideološkega spopada, v bistvu, ne? Ja, jaz mislim, da gre malo za oboje, ne. Pač glede teh žaljivih besed, pa tega jaz mislim, da ni sploh nobene debate, da je to nesprejemljivo, vredno obsodbe in tako naprej, ne. Zdaj, glede tega, kdo bi lahko gospoda Turnška pozval k odstopu, če on načeluje nekemu civilno-družbenemu združenju, pa verjetno tisti, ki so člani tega združenja, pač imajo vso pravico, da to storijo, namreč, da ga pozovejo k odstopu. Kar pa zadeva tega, ampak plačujemo jih mi. Ja, marsikaj plačujemo mi, ne, tudi prispevke recimo duhovnikom plačujemo mi, pa še nisem slišal, da bi kdo rekel, da ker pa to ni njemu pogodo, pa se ne strinja, da se to še naprej počne. Ampak to je v bistvu neobičajno, da v svetu recimo veteranske organizacije so pojem, to je sveta stvar, v bistvu, ne. Sam to ni veteranska organizacija. Ne, jaz se strinjam s tabo, Vlado, mislim, razumem to, kar hoče Tino povedati. Skratka, da pač večina teh članov ni aktivno sodelovala. Vem, razumem, ampak verjetno veteranom v nekih državah, zdaj kakršni, ali so veterani prve ali druge ali tretje svetovne vojne, dobro, da jih ni. Ja, tretjih še nimamo. Ampak verjetno, ne vem, zdaj učitati jim, da netransparentno porabljajo sredstva, oziroma nekateri so to včeraj, pač nekateri poslanci, seveda z leve sredine, so to vrstne namigovanja označili kot žaljiva in da je pač ta odbor bil zlorabljen za politične namene. V bistvu, kaj praviš ti na to, Tin? Ja, jaz mislim, da je enostavno, sem že večkrat povedal, tudi v tej oddaji, jaz mislim, pa ne glede na to, z katere strani to prihaja, je neproduktivno in nemogoče je pač zmagati volitve v Sloveniji leta 2017 ali pa 2018 ali pa kaj sem kdaj na teh temah, ne. In se mi zdi, da obe strani pač zlorabljata to, tako kot sem prej rekel, ne. Tako na levi strani se zlorablja pač ta zveza združenj borcev za neke politične cilje, ne. Vidimo, da pri tako bizarnih temah, kot so recimo predsedniške volitve, tako kot na desni strani, jaz iz te razprave, kar smo jo videli v prispevku in iz tega, kar so mediji poročali, nisem zasledil, da bi iz strani veteranskih združenj bila neka resna skrb glede tega, koliko denarja pač kdo dobi. Verjamem, da pač poslanci SDS-a pa želijo nabirati politične točke na ta račun, ampak se mi zdi, da je to bolj prepričevanje prepričanih in ukopavanje na nekih ideoloških bregovih, ki je v končni fazi kontraproduktivno. Ker če je pravilnik res na podlagi zakona, potem pač ni problema, ne. Sej takrat, ko bo pač drug minister ali pa druga vlada, bo pa lahko ta pravilnik spremenil in pa bomo poslušali mogoče iste debate v državnem zboru, samo vloge bojo zamenjane. Tako da se strinjam s tabo, Vlado, da pač veteranske organizacije načeloma bi morali biti nekaj, kar je neke pozitivne vrednote zastopa, ne, kot sem že prej rekel, domoljubje in tako naprej. Pri nas pa vidim, da je bolj gre za tle neke ideološke spopade, kdo je bil kdaj na kiri strani, in to se mi zdi čisto kontraproduktivno. No. Zdaj, seveda, izvoli. Jaz mislim, da je absurdno, da eno organizacijo, v kateri je tudi nekaj veteranov iz druge svetovne vojne, financira obrambno ministrstvo, ki ima podhranjeno vojsko, ne? In absurdno se mi zdi, da pred leti sem bil v Izoli na nekem shodu Zveze združenj borcev in stranke SD in sem sedel v zadnji vrsti in si zapisoval, kot novinar sem pač delal poročilo z tega dogodka. In potem mi je nekdo, ki je sedel zraven mene, mi prišepne, še premalo smo jih pobili.
Ne? Zakaj to govorim? Zato, ker te stvari niso tako preproste in niso tako za hec. To so zelo resne stvari. Če so se ljudje danes ponovno pripravljeni pretepati ali pobivati zaradi nekih takih stvari, je to hudo. Zato potem, če država podpira z denarjem, z našim denarjem, take organizacije, je to vsega obsojanja vredno. Ampak verjetno, Tino, ti si zgodovinar, ne, v bistvu po stroki, ne, verjetno gre tu tudi za, ne za, bi rekel, za ta denar, ampak za interpretacijo zgodovine, ne, mislim, ne, saj smo videli tudi pri prvi temi. Ne samo to, oni si najprej interpretirajo zgodovino po svoje, ne, ponavadi brez kakih dokazov, gre bolj za mitologijo. Potem vmešavajo se v politiko. Oni velikokrat dajejo politične izjave, velikokrat se politično opredelijo tik pred volitvami ali pa nekoga podprejo in to ni prav. Ampak zakaj misliš, da mogoče, ne vem, Aljuš, zakaj pa ljudje, vendarle še vedno je zelo pomembno, koga na volitvah podpira Zveza borcev, recimo, vsaj v preteklosti je bilo tako, no? Ja, jaz ne vem, koliko je to dejansko pomembno, gotovo pač en del njihovih članov verjetno sledi pač tem stališčem pri svojih volilnih izbirah. Ne. Bi pa nekaj drugega rekel, da ni samo Zveza združenih borcev, ki se obnaša politično. Le, če smo zelo pozorni, vlado gospod Janša praktično nikoli, ko je v opoziciji, se ne udeležuje državnih proslav, organizira celo, pač bi rekel, sporedne svoje proslave o pomembnih državnih praznikih in tako naprej. In s tem tudi na nek način, eno je to, a se on politično strinja s tistim, ki je na oblasti ali ne. Drugo pa je, da s tem spodkopava tudi, bi rekel, neko to državno pripadnost, zavedanje, da imamo pač samostojno državo Slovenijo, s čimer imamo pri nas itak že veliko težav, kot smo videli, ker smo vedno prej bili del nekih drugih več nacionalnih tvorb. Tako da se mi oboje, se mi zdi zgrešeno, koliko pa ima politične teže Zveza združenih borcev, pa jaz mislim, da je najboljš pokazala izvolitev Boruta Pahorja za predsednika republike leta 2012 in bo spet pokazala ponovna izvolitev, to sem prepričan, Boruta Pahorja za predsednika republike leta 2017. Ne? Dobro, jaz bi na tej točki zaključil. Seveda bomo v naslednji temi tudi govorili o politiki, ampak tokrat o sosednji Hrvaški, kjer smo bili danes priča dramatičnim preobratom in dramatični seji parlamenta po oglasih.